Lepo pozdravljeni. Odločitev posameznika o poklicni karieri je ena izmed zahtevnejših in pomembnejših odločitev, še posebno to velja v mladih letih, ko si nekako tlakujemo pot za prihodnost. V Slovenski vojski odpirajo vrata prav mladim. Vabijo vas namreč, da se jim pridružite, se preizkusite ali zmorete in se na to odločite, kje boste v prihodnje uresničevali svoje poklicne ambicije. Možnosti zaposlitve v Slovenski vojski so zelo različne in prav o tem bomo danes govorili v tej oddaji, ki smo jo naslovili Postani vojak. Kako poteka delovni dan? Vse to in še veliko drugih aktualnih odgovorov pa v naslednjih minutah. Oddajo bodo sooblikovali moji gostje. In sicer z nami je gospa Sonja Busina-Lah, vodja uprave za obrambo Novo mesto. Dobro večer in dobrodošli. Potem je z nami poddesetnik Mitja Hudelja, 1. brigada, inženirska četa v službi v Novem mestu. Dobro večer. Dobro večer. Z nami je tudi desetnica Irena Mele, 72. brigada, inženirska četa, prav tako novomeška vojašnica. Dobro večer tudi vam. In tukaj v meni je višji vodnik Marko Bunderla, 15. polk vojaškega letalstva, 153. letalske tehnične eskadrilje Cerklje ob Krki. Dobrodošli tudi vi. Dobro večer. No, preden pa se bomo začeli pogovarjati o tej zgodbi Postani vojak, pa mi dovolite še eno iztočnico pred samim pogovorom. V preteklih letih se je v Slovenski vojski v večjem številu dopolnjevala z novimi kandidatkami in kandidati do predvidenega številčnega stanja. Lani in letos pa, kot rečeno, ponujajo možnost nadomestitve za tiste, ki odhajajo v pokoj ali pa so se iz takšnega ali drugačnega razloga poiskali izzive tudi drugje izven Slovenske vojske. Predvidevajo, da bodo lahko do konca tega leta ponudili zaposlitev še do 300 novim vojakom in vojakinjam. Ja, možnosti v Slovenski vojski so velike. Gospa Busina-Lah, vi prihajate iz uprave za obrambo Novo mesto. Uprava za obrambo Novo mesto ima pri zaposlovanju novih kadrov, torej pri tem projektu, zelo pomembno vlogo. Kakšno? Res je. Uprava za obrambo Novo mesto je ena od 6 uprav Ministrstva za obrambo v Republiki Sloveniji. Naloge, ki jih opravljajo uprave, sodijo v proces načrtovanja obrambnih zmogljivosti in zagotavljanja obrambnih zmogljivosti. Te naloge so priprave civilne obrambe, zagotavljanje kadra in vodenje upravnih zadev. Ampak ker je današnja tema namenjena pridobivanju kadra, bomo v nadaljevanju več besed namenili ravno tem postopkom. Tako je. In tako bova midva v tej smeri tudi nadaljevala. Kakšni pogoji sploh morajo biti izpolnjeni za zaposlitev v Slovenski vojski? Uvodoma sem dejal, da je to pogovor, kjer bomo še posebej mlade ljudi povabili, da se zaposlijo v Slovenski vojski. Prvi pogoj je ta, da moraš imeti rad vojsko, da imaš željo po usposabljanju, po sodelovanju v kolektivu, da si pripravljen na to, da je tvoja pisarna drugačna, da delaš v vseh vremenskih razmerah na terenu. Formalni pogoji, ki jih morajo pa kandidati in kandidatke izpolnjevati, so pa predvsem starostni pogoj, se pravi, da ob vložitvi vloge niso dopolnili 25 let starosti, s tem, da moram tle posebej poudariti, da je bilo 1. septembra sprejeto dopolnilo, ki velja za enkrat do konca letošnjega leta in govori o tem, da lahko vložijo kandidati in kandidatke vlogo za zaposlitev vsi, ki so rojeni leta 1990 in mlajši, kar je zelo pomembno. Ker nekdo, ki je recimo prej dopolnil 25 let januarja, marca več ni mogel vložiti vloge za zaposlitev. Naslednji pogoj je izobrazba, se pravi najmanj končana 3-letna šola, potem, da so državljani Republike Slovenije brez dvojnega državljanstva, da v trenutku zaposlitve ne bodo člani političnih strank, da niso bili obsojeni za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, da ne obstajajo varnostni zadržki in pa da uspešno opravijo preverjanje gibalnih sposobnosti. Torej, slišali smo popolnoma pogoje, kako in kaj.
Seveda pa je zdaj eno vprašanje, ki se nekako samo po sebi postavi, kako pa vsi tisti, ki bi jih zanimala zaposlitev v Slovenski vojski, lahko vstopijo v stik z vami? Teh vstopnih točk je zelo veliko, so običajne kot za druge službe. Prvi stik lahko vzpostavijo preko elektronske vloge, in sicer na spletni strani postanivojak.si. Potem se lahko pošljajo pisne vloge na naslov Uprave za obrambo na Zajdlovi cesti 1. Lahko pa se osebno zglasijo na upravi oziroma v naših 2 pisarnah, ki jih imamo v Brežicah na cesti Svobode 15, to je blizu stare policijske postaje, in v Črnomlju na Belokranjski cesti 10, to pa je v prostorih gasilskega doma. Vsak kandidat, ki odda vlogo za zaposlitev, je potem povabljen na razgovor. Ta razgovor z njim opravita naša 2 podčastnika za pridobivanje kadra, ki sta zaposlena na upravi, in njuna naloga je, da kandidatom obrazložita, kakšen je poklic vojaka, jim povesta, kakšno usposabljanje jih čaka, in pa predvsem to, da odgovorita na vse morebitna vprašanja. No, ponovadi je nekako tako, da ko se gremo pogovarjati za službo, je potrebno imeti seboj tudi nekatera konkretna dokazila, ki jih pač potrebuje delodajalec. V tem primeru je delodajalec država. Kaj je potrebno prinesti seboj? Različno je. Če se kandidati osebno zglasijo na upravi, potem je dovolj, da imajo samo življenjepis in pa potrdilo o zadnji končani šoli, ker vse ostale obrazce potem dobijo v času razgovora in jih izpolnimo na upravi. Če pa pošljajo vlogo po pošti, potem je poleg teh 2 dokumentov nujno potrebna tudi vloga, se pravi tam, kjer bo napisal, da se želi zaposliti kot vojak. Vse ostalo pa potem pridobimo po uradni dolžnosti potrdilo o nekaznovanosti od Ministrstva za pravosodje in Torej, zdaj smo zbrali vse te formalne stvari, ki jih vi potrebujete. In kaj je sedaj naprej? Kaj je naslednji korak? Naslednji korak je pa ta, da ko je vloga popolna, pošljemo kandidata na preverjanje gibalnih sposobnosti. Tu gre zgolj za preverjanje motoričnih sposobnosti. Ni še toliko potrebno, da ima že na začetku toliko fizične kondicije, ki jo bo kasneje dobil v času usposabljanja. Pri teh motoričnih sposobnostih je 6 vaj, od dvigovanja trupa, vesa v zgibi, tapping z roko, koraki v stran in pa predklon na klopci. Če opravi ta preverjanje gibalnih sposobnosti, ga pošljemo na zdravniški pregled, in če še tega opravi, potem je pripravljen da se ga pošlje na usposabljanje. Kandidati dobijo najprej sklep o izbiri, potem dobijo datum podpisa pogodbe in so potem napoteni v veščinski center na temeljno strokovno vojaško usposabljanje. To usposabljanje zdaj po novem traja 14 tednov. Razlika od prej je, da je skrajšano za 2 tedna in da poteka od ponedeljka do petka. In veščinski center je za kandidate odprt od nedelje od 20. ure pa do petka do 15. ure. Se pravi, da bivanje med vikendom v veščinskem centru v Vipavi ni več možno. Torej, in potem, ko je v tem veščinskem centru po teh 14 tednih kandidat opravi vse, kar je potrebno, kako izgleda v praksi, bomo seveda z gosti izvedeli kasneje, dobi v bistvu službo, postane profesionalni vojak ali vojakinja, ali je potrebno še kaj vmes postoriti? Po uspešno končanem temeljnem vojaškem strokovnem usposabljanju se kandidate razporedi na dolžnost vojaka 2. Na to dolžnost so razporejeni vsi, ne glede na to, kakšno izobrazbo imajo. Se pravi, nekdo, ki ima lahko končano 5. ali višjo stopnjo izobrazbe, je ravno tako razporejen na to dolžnost vojaka 2.
Razlika je samo ta, da tisti z višjo stopnjo izobrazbe imajo potem možnost napredovanja in graditve karierne poti. Vojak, ki ima končano 4. stopnjo, pa ostane na tej dolžnosti. No, vojaški poklic je zelo pester, je zelo raznolik, je zelo zanimiv in vi na Upravi za obrambo v Novem mestu za pridobivanje kadrov in predstavitev samega poklica izvajate tudi različne aktivnosti na terenu, povezujete se tako s šolami, z lokalnimi skupnostmi. To je zelo pomemben del, ne, promocija. Ja, prav gotovo. Promocija Slovenske vojske in vojaškega poklica je ena izmed temeljnih nalog, ki jih opravlja Uprava za obrambo, seveda ob pomoči domicilnih enot Slovenske vojske. Ker pokrivamo kar veliko področje od Posavja, Bele krajine in Dolenjske, potem imamo to srečo, da imamo na našem območju 2 domicilni enoti, in sicer 72. brigado, predvsem teritorialni polk 72. brigade, ki ima svoj sedež v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, in pa 15. polk vojaškega letalstva, ki ima svoj sedež v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah. Brez pomoči teh 2 enot bi težko promovirali poklic vojaka, ker sami nimamo ustreznih sredstev in zato smo hvaležni, da lahko sodelujemo in da nam nudijo pomoč v tehničnih sredstvih, vozilih, predvsem pa v vojakih. Ker gotovo je naš skupni cilj, da predstavimo Slovensko vojsko in poklic vojaka širšim množicam, predvsem pa lokalni skupnosti. Zaenkrat hvala lepa, gospa Sonja. Sedaj pa sledi del, ko bomo pa slišali iz prakse, kot radi rečemo, iz prve roke, kako poteka življenje poklicnega vojaka oziroma vojakinje. Mitja, vas bi vprašal tako, zakaj ste se vi odločili za zaposlitev, kot pravite, v službi domovine? Zakaj ste se odločili, da vstopite v Slovensko vojsko? V Slovenski vojski sem se zaposlil predvsem zaradi novih izzivov, timskega dela, dela v naravi. Vse to mi je Slovenska vojska zagotovila in še več. Usposabljal sem se tako v tujini, v Združenih državah Amerike in v Nemčiji, prav tako tudi doma. Ponosen sem tudi, da lahko pomagam v naravnih nesrečah in ujmah. Torej, je to vaše delo večplastno, zelo zanimivo? Tako je, v inženirski četi upravljamo veliko različnih nalog. Z nami pa je tudi gospa Irena. Kako je biti ženski zaposlena v Slovenski vojski? Kakšne so vaše izkušnje? Vi ste že kar nekaj let v Novomeški vojašnici, sedaj ste v službi v Novomeški vojašnici, ne? Tako je, v vojski sem že 9. leto, v Novomeški vojašnici pa 2. Drugače nas je pa v Slovenski vojski kar 16% pripadnic in se lahko ponašamo na tem, da smo enakovredne svojim moškim pripadnikom, enake imamo možnosti pri napredovanju, prav tako tudi pri psihofizičnih sposobnostih. Včasih smo celo malo bolje, ker pač se bolj trudimo, da se dokažemo. Razumete se pa dobro s svojimi moškimi kolegi? Ja, seveda, tu ni nobenih problemov. No, sedaj se bomo pa iz Dolenjske prestolnice pa preselili v Posavje, točno na letališče Cerklje ob Krki. Marko, vi ste v vojašnici Jerneja Molana na omenjenem letališču, ampak prišli pa ste z drugega konca Slovenije v službo v Posavje, kaj ne? Tako je, prišel sem iz Maribora, drugače pa sem zaposlen v 15. polku vojaškega letalstva, 153. letalsko-tehnični eskadrili. Poslanstvo naše enote je pač izvajanje baznega vzdrževanja letalnikov Slovenske vojske, tako s civilnimi kot vojaškimi predpisi. To delo upravljamo tako doma, kot v mirovnih operacijah in misijah. Naša enota je pač sestavljena iz poveljstva, letalsko-tehničnega inženiringa, letalsko-tehnične čete za vzdrževanje helikopterjev in letalsko-tehnične čete za vzdrževanje letal. Sam sem prerazporejen v letalsko-tehnično četo za vzdrževanje letal, kjer pač opravljam delo letalskega tehnika na letalnikih Zlin 242L
Zlin 143 in Pilatus PC9M. Kakšen je bil občutek, ko ste prvič dobili priložnost, da lahko samostojno, bom po domače rekel, nekaj pošraufate na letalu? Ja, občutek je bil zelo vredo, je pa bila predvsem čutiti velika odgovornost do dela. Gospa Irena, kaj pa je danes drugače, kot je bilo pred 9 leti, ko ste rekla, ja, to bo moj poklic, tukaj bom jaz gradila svojo kariero? Odkar sem se zaposlila v Slovenski vojski, sem opravila specializacijo za dekontaminatorja RKBO, to je radiološko-kemično-biološka obramba. Pridobila sem licenco za vojaškega bolničarja in uspešno opravila ved inženirstva. Sedaj pa že 2 leti sem na delovnem mestu upravljavca dvigala na Eurobridžu. Torej, skozi vsa ta vojaška usposabljanja je organizacija pridobila pripadnico, ki je usposobljena iz sanitete, RKBO-ja in inženirstva. Kako pa recimo skozi ženske oči poteka običajen dan v vojašnici? Kakšen je vaš delovni dan? Pravzaprav moj dan ni nič drugačen kot dan pripadnika moškega spola. Začne se ob 7. zjutraj, ko pridemo v službo in se preoblečemo v športno uniformo. 7:05 začnemo športno vadbo, ki traja ponavadi 1 uro, uro in pol, na kar imamo čas za osebno higieno, tuširanje. Potem smo v ponedeljkih, imamo dvig zastave, sledi kratek sestanek, kjer določimo naloge, ki se bodo opravljale tisti dan, in na to sledijo pač izvedba teh nalog oziroma usposabljanje, skrb za opremo. Na to je spet na koncu dneva kratek sestanek, pač povzetek o opravljenih nalogah in na to 15:00 odhod domov. Vojak oziroma vojakinja, profesionalni vojakinja, tako kot ste vi, pač mora biti pripravljena na vse vremenske razmere. Verjetno ta športna jutranja vadba poteka v dežju, tudi v mrazu, ali so kdaj rečejo nadrejeni, danes se pa slabo vreme ne bomo, ali tega ni? Bom rekla tako, da je športna vadba privilegij vsakega pripadnika v Slovenski vojski. Vsi smo vedeli, kaj se spuščamo, ko smo se zaposlili, in moram reči, da ne glede na vremenske razmere ni nobene slabe volje. Včasih še bolj zabavno, če malo dež pada, tako da ni tukaj, da bi kdaj preskočili samo zaradi vremenskih razmer. Torej, vremenski vplivi ne vplivajo na dobro kondicijo vojakov in vojakin. Marko, pri vas na letališču pa verjetno delovni dan zgleda kaj drugače ali nekako podobno kot v novomeški vojašnici? Ja, nekako podobno. Pač mi začnemo z 7:30. V ponedeljkih imamo postroj in dvig zastave. Na to se pa sodelavci zberemo nekje ob 8. v hangarju, kjer nam naš nadrejeni določi naloge. Na to pa vsak vodja del na posameznem zrakoplovu natančneje določi dela, ki se bojo opravljali letalskim tehnikom. To pa nekje traja potem do 2:30. Seveda imamo vmes mi tudi čas za rekreacijo, ki je lahko v dopoldanskem oziroma popoldenskem času, odvisno od nalog, ki se opravljajo. Potem imamo seveda tudi malico, različna strokovna usposabljanja in sestanke. Na koncu pa potem delovnega dneva tudi vodja del naredi natančno analizo nalog, ki so bila upravljena, ter pripravi naloge za naslednji dan. Pospravi se še delovni prostor in se ga uredi, ter se pripravi za odhod domov, ki pa pri nas ob 3:30 popoldne. No, vi ste dejali že uvodoma, da je vzdrževanje letal od vsakega posameznika in tudi vas izredno odgovorno delo. Verjetno pa, ko ste bili prijeti na to delovno mesto, niste takoj začeli z vzdrževanjem letal. Verjetno ste se morali najprej ustrezno usposobiti. Ja, tako nismo takoj začeli delati na letalih. Lahko pa povem, da sam sem začel kot vojak prostovolec, ker sem v Murski Soboti odslužil temeljno vojaško usposabljanje. To sem se zaposlil kot poklicni vojak in bil prerazporejen v takratno letalsko bazo in letalsko tehnično enoto, ki me je pa poslala na šolo za počasnike, kjer sem opravil prvo fazo v Postojni. Nato se pa je začelo strokovno usposabljanje,
kjer sem drugo fazo opravil v šoli za letalske tehnike v Adri, ter končal z prakso v lastni enoti. Po približno 3 letih sem dobil civilno licenco za vzdrževanje letalnikov, kasneje na podlagi tega pa tudi vojaški izkaz. Svojo strokovno usposobljenost sem nadaljeval tudi v tujini, na Češkem za letalnika Zlin 242L in Zlin 143, ter tudi doma na letalniku Pilatus PC-9M, ki je bil izveden strani inštruktorja iz podjetja Pilatus. Skratka, strokovna usposobljenost je zelo pomembna in tudi nekako ljubezen in verjeti v tak poklic, ki ga upravljate. Gospa Irena, povedali ste zelo zanimiv, širok spekter, kaj vse počnete, morda v 2-3 stavkih, da bo bolj razumljivo našim gledalkam in gledalcem. Kakšno je to vaše delovno področje? Če sem prav razumel, ste na nekem viličarju, če sem se motil, me pa popravite. Ja, malo drugače, samo upravljalec dvigala na Eurobridžu. To je taktični laserni most Eurobridge, ki se uporablja izključno v vojaške namene. To je 40-metrski most, ki tehta 40 ton in ima nosilno 70 ton, torej je namenjen za vsa vojaška vozila. Poleg Eurobridgea pa v mojem uvoznem vodu, kjer pač delujem, sestavljamo po Sloveniji v sodelovanju s civilno zaščito tudi Kompakt 200, to pa je železna konstrukcija, ki jo postavljamo, ko je v primeru ujme, naprimer tako, kakor smo postavili most v Radlje ob Dravi, ko je v primeru ujme hudournik odnesel njihov most, začasno postavimo C200 most, ki nadomešča starega. In tudi v Mršeči vasi smo postavili most, in sicer 60-metrski, ki nadomešča starega, katerega pravkar obnavljajo. Poleg tega pa tudi naš mostni vod pomaga pri nesrečah, ujmah, poplavah, tudi smo pomagali pri žledu. Torej zelo koristno in sodelovanje z lokalno skupnostjo. Mitja, vi imate pa tudi eno drugačno izkušnjo, namreč bil ste udeleženec misije, namreč Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila na mednarodno operacijo Alba že leta 1997 in to v Albanijo. Do danes je bilo več kot 10.200 pripadnikov Slovenske vojske na različnih misijah. Kot rečeno, Mitja, vi ste bil med njimi in vi ste bili na Kosovu. Kako je izgledala ta izkušnja? Tako je, 2-krat sem bil na mirovni operaciji misiji na Kosovem, bolj natančno v bazi Villaggio Italia v Peči. Delo na misiji traja 6 mesecev. Kako ste vi delali na misiji? Delo je podobno tukaj, če niso posebne naloge, se pravi, izvajamo patroliranje po samem Kosovu, prav tako izvajamo varovanje posebnih objektov s posebnim namenom. 6 mesecev je kar dolga doba. Kako so vaši najbližji sprejeli to vašo odsotnost, kako ste recimo vi nekako sam seboj se pogovorili o tem? Moram povedati, da ni lahko, ampak s pomočjo družine in moderne tehnologije Skypa se da preživeti to dobo. In vzdrževati ta osebni stik. Ja. Kaj pa recimo za vas osebno ta izkušnja 2-krat na misiji? Recimo, kako vidite vi to svojo izkušnjo? Veliko novega znanja, novih sodelavcev, prav tako sodelovali smo z tujimi vojskami, nove izkušnje in z sodelavci smo se še bolj povezali, ker smo večinoma časa skupaj. Avtomatsko nekako, ko mi sedaj pripovedujete, da je bilo timsko delo, se navezujem na še eno vprašanje. Poudariti je potrebno, da delo v vojski, ta izraz timskega dela je zelo pomemben. Tako je, v vojski sam ne moreš narediti ničesar. In tako tudi Slovenska vojska začne z usposabljanjem prvo enega vojaka, na to se pa začne usposabljanje oddelka, voda in na to čete. No, zelo pomembno za učinkovitost vojaka in vojakinje seveda, da ne bo kakšnih nesporazumov, pa je tudi oprema. Tukaj v studiu imamo kar nekaj vojaške opreme, pa bi vi, Mitja, nam na kratko povedali, to je bojevnik 21. stoletja. Tako je, to je le en del bojevnika 21. stoletja in sicer to je
neka osnovna oprema, bivak za spalno vrečo, taktični jopič, v katerem imamo okvirje, prvo pomoč, čutaro, zaščitno čelado z zaščitnimi očalmi, taktične rokavice, inženirsko lopatico, zaščitno masko, transportni nahrbtnik in zaščitni jopič. To je oprema za enega vojaka, Tako, ki jo zadolži vojak. tako. Če malce takole pogledam, kar nekaj 10 kilogramov je tega. Ja, kompletna oprema zna tehtati krepko čez 30 kg. Če dodamo zraven še osebno opremo in pa oddelčno opremo, prije ta kilaža precej više. Gospa Irena, tudi vi imate takšno opremo? Tudi jaz. Torej, dobro, 30 kg, lepo. Sedaj pa bomo iz te opreme preskočili k vam. Marko, vi pa imate malce drugačno uniformo, vi pa verjetno nimate 30 kg na sebi, ali se motim? Ne, zaenkrat ne. Imamo kombinizon, ki je pač bojna in delovna obleka letalskih enot. To uporabljamo letalski tehniki letalci, letalski inženirji in tudi piloti. Za njega lahko rečemo, da je težje gorljiv in nas pa ščiti pri delu z nevarnimi snovmi. Je pa veliko bolj uporaben pri našem delu, vzdrževanju letal, kot pa recimo bojna oprema pehotnih enot. Irena, kako pa je kaj z napredovanji? Človek, ko nekako si zastavi neko karierno pot, seveda ima tudi v mislih, da bo pač v tej karieri dosegel tudi neko stopnjo napredovanja. Kako je v Slovenski vojski s tem? Slovenska vojska kot organizacija nudi vsakemu pripadniku možnost napredovanja, če ne že v činih, pač vsaj v plačilnih razredih. V mojem primeru sem se zaposlila 2007, 2009 sem napredovala v čin poddesetnika, potem sem bila 2012 poslana na usposabljanje za desetnike in ko sem ga uspešno zaključila, sem kmalu pridobila čin desetnika. Sedaj pa lahko z veseljem povem, da se naslednji teden udeležim šole za podčastnike, da sem uspešno opravila vstopno preverjanje in pač moja karierna pot se nadaljuje. Spodbudno, lepo je to slišati. Tako, spoštovani in spoštovane, ki spremljate ta pogovor, zdaj veste in prepričan sem, da so stvari o delu poklicnega vojaka oziroma vojakinje veliko bolj razčiščene. Za zaključek pa moramo eno zadevo pojasniti še midva, gospa Sonja Bosina Lah. Poklic vojaka je starostno omejen, ne? Ta letnica je 45. Kaj se potem dogaja, ko enkrat vojak ali vojakinja doseže to starost? Ko doseže to starost, pač mora zapustiti Slovensko vojsko. In takrat vojaku pripadajo finančna sredstva, ki jih je Slovenska vojska zanj plačevala na njegov račun obveznega pokojninskega zavarovanja, kar je ob zaposlitvi v Slovenski vojski za 15 let približno 15 000 evrov bruto. In pa pravica do odpravnine, če je imel sklenjeno pogodbo vsaj za 15 let. Sicer samo ponudi delovno mesto znotraj Ministrstva za obrambo ali v drugih državnih organih, če so seveda taka delovna mesta prosta. V primeru pa, da takih delovnih mest ni, potem ima naslednje možnosti. Prva možnost je, da si pridobi civilno izobrazbo, ki šolanje mu plača Ministrstvo za obrambo, vendar najdlje 3 leta. Potem ima možnost zaposlitev pod ugodnejšimi pogoji zunaj Slovenske vojske. Delodajalci namreč, ki zaposlujejo bivše pripadnike Slovenske vojske, imajo pravico do povračila prispevkov iz plač za prva 3 leta zaposlitve oziroma za 5 let zaposlitve, če zaposlijo vojaka za dobo 10 let. In naslednja možnost je, da lahko dobi izplačano denar, se pravi nekje maksimalno 45 000 evrov bruto. To je tista vsota, ki bi jo sicer ministrstvo plačalo delodajalcem za pokrivanje prispevkov iz plač za obdobje 5 let. Torej, možnosti je kar veliko. Ob koncu bom rekel tako, hvala vam, da ste predstavili
zgodbo Slovenske vojske, ki jo vsak na svoj način podoživljate in aktivno soustvarjate vsak dan. Pri vašem delu vam želim še veliko uspehov za naprej in hvala, da ste delili vaše izkušnje, prvo z menoj, pa tudi z našimi gledalkami in gledalci. Vam, spoštovani gledalci in gledalke, torej, če vas zanima dinamičen, razgibano delo, vabljeni, da se pridružite Slovenski vojski. Še več dodatnih informacij sta na voljo na spletni strani www.postanivojak.si ali www.slovenskavojska.si. Še enkrat hvala lepa, da ste bili z nami. Vam, cenjeni in cenjene, pa ostanite v družbi televizije Vaš kanal še naprej. Srečno!